Sonce med grički, žarke po žlički zgodnemu jutru deli. Z dnevom in ptički, zbude se jezički, ki mlinček vrte do noči. Jezičnih jezičkov, punčki in fantičkov se veseli ves svet. A včasih ušesa vseeno stresa in pravi, hojej za znoret. Sem Zvezdana Majhen. Ravno konec prejšnjega leta sem imela zelo lep jubilej, jaz se ga namreč veselim, 70 let. Poznate me verjetno tako kot književnico in psihologinjo, sicer sem pa to, kar opredeljuje moj priimek, majhen človek. Zase bom rekla tako, zelo preprosto in mislim, da mi bojo pritrdili vsi tisti, ki so magari napisali samo eno pesem. Gre namreč za to, da moraš doživeti čustveni presežek. Naj bo to ob čudoviti cvetlici, naj bo to ob vrani, ki na sprehodu z mojo psičko Zarjo včasih doživiva kar resno karanje, kaj pa hodite na našem terenu. Ali ne gre tisto, kar vsi poznamo, ne, za zaljubljenost, skratka, doživeti moraš presežek. Jaz bi rekla, da je pesnikovanje, ne vem, kako bodo rekli drugi avtorji, na nek način čiščenje nečesa, kar ti leži na duši. Moram pa reči, da za vse večne čase, in vse povsod to tudi povem, me je cepil za pesništvo oziroma pisanje sploh moj krušni dedek. Zakaj krušni? Tisti, ki veste, da sem bila v nadomestni družini. Ta moj dedek je bil nekaj zelo, zelo, zelo posebnega. Bil je res pravi modrec in rada povem, da je bil najboljši vzgojitelj, kar mi jih je ponudilo življenje. Dedek me je naučil črke in potem je s palico napisal v pesek na našem dvorišču pesa. In seveda, rekel mi je, Cecek, preberi. Kaj pomeni cecek? Cecek je ljubkovalna beseda za telička. In dedek ni nikomur drugmu rekel Cecek, ker si ni nihče prislužil tega imena. No, in ko sem jaz prebrala pesa, seveda me je dedek pohvalil, vstopil na črko A, ker to so bile tako velike črke, pesa, in me spodbudil, da naj ponovno preberem. A si lahko predstavljate? Iz pesa je nastal pes. Vsebine mojih knjig so seveda raznolike, ampak kdor je prebral vsaj 3 knjige za otroke, bo videl mojo izjemno, resnično, tudi sama priznam, da je izjemna že na meji patologije, me ni sram povedati, ta ljubezen do živali. Ta svet živali se mi pa prikazuje pogosto seveda zelo personificirano, se pravi, da jim pripisujem tudi lastnosti, ki jih imamo seveda ljudje. Če bi lahko nekako rekla, kaj si želim v prihodnje, bi rekla, da predvsem pisati za otroke, ne? Ker ta svet je pri meni potem res zelo dinamičen, igriv, vedra sem, nasmejana sem, ne. Spoštovani bralci, veliki in majhni, berite knjige, ne samo moje, katerekoli. In seveda, če boste kdaj pa kdaj pokukali v knjige za otroke, boste videli, da bo nenadoma kar kakšna trda skorja z vaše duše odpadla, ker mislim, da bi si morali ljudje bolj prizadevati, da ohranimo še neke tiste percepcije, tiste vizualizacije, ki smo jo imeli, ko smo bili otroci.